dobrodošli v mestni hiši. Mestni hiši je najlepšega mesta na svetu, to je za začetek. Torej, zdi se mi, da smo prišli do enega pomembnega dogodka, poleg te današnje predstavitve 10. svetovnega pokala. Končno lahko tudi napovemo, da je res v tej papirnati vojni v zaključni fazi pridobivanja dokumentacije za novo dvorano. Projekt izgleda zelo lepo, računam, da bomo dobili evropska sredstva in če bo vse po sreči, kot je šef rekel, mi smo sam servis, kot je šef gimnastike rekel, tisti, ki nosi, ali pa dvorana bo nosila eno od 3 pomembnih imen, zaenkrat potem bomo po fasadi bo se videl dan, kakor bo se želeli, moraš biti olimpijski zmagovalec, svetovni prvak, 5-krat ali 6-krat, ne vem, kakšne kriterije boste imeli. In bomo to dvorano pričeli še letos graditi. To je eden od ciljev, da se čim več mladih vključi, da končno tudi ta dvorana na Galjevici, ki je upravljena tudi za ritmiko vsa ta leta, pomembno vlogo, pokaže, da bomo imeli lahko tudi v Ljubljani, v Sloveniji novo dvorano, ki bo namenjena res gimnastiki. In lepo je, da ste si izbrali trojno ime 3 šampionov, Cerar, Pegan, Petkovšek. Jaz bi zelo želel, želel sem si takrat, da bo to malo, da bi še oba tekmovala v dvorani, zdaj ostalo je na enem od imen, ampak če boste predstavili drugo leto svetovni pokal, potem ne bo pa decembru v novi dvorani. Sicer pa dobrodošli v mestni hiši, uživajte tu in jaz se veselim tudi tega vikenda, ko bo polno mladih, polno tisti, ki se ukvarjajo športom, ki zahtevajo veliko dela. In v športu ni blefa, posebej pa ne v vašem. Tam pač obstaneš, na drugo ne obstaneš, pokažeš, kdo je najboljši. In jaz si zelo želim, da bi tudi ta športna vizija, športen način življenja, se pravi veliko dela, če ćeš doseči uspeh in priznavanje uspeha tiste, ki so najboljši, prišel v vse pore našega življenja. To našo družbo je treba dejansko spremeniti, dati vrednote športa, da veljajo uspehi, da za uspeh moraš trdo delati in potem bo vse nam lepše. In še enkrat, uživajte, imate v medijih podporo, kajti zaslužite si podporo, lepo se tudi videti. In pa, Mile, kje se vidimo jutri večer ali po jutrišnjem? Kdaj že? Na Galjevici. Zdaj imate novo cesto, tako imate dostop, tako da do Galjevice zdaj evo, danes odprta nova cesta, tako da ne bo treba voziti okrog. Tako da je. Še enkrat dobrodošli. Na podelitvah na dan najboljšim športnikom pristopam z izjemnim spoštovanjem do njihovih uspehov, kajti za tak uspeh je potrebno veliko odrekanja, veliko dela. In to je tisto, kar je tudi moj moto življenja, želeti si uspeh, ampak zato moraš veliko delati. Športniki in njihovi uspehi imajo izjemen pomen za razvoj naše družbe, predvsem na področju najmlajših. Torej, vaš šport je zame predvsem predstava o zdravem načinu življenja in kaže tisto filozofijo, ki je meni zelo blizu. V športu si upravičeno želiš uspeha in za to uspeh moraš veliko delati. In to je tisto, kar lahko našo družbo spravi na tako ravnovesje, kot si jaz želim. V športu ni blefa in to ima več pomenski, bi rekel, ta uspeh njihov ima več pomenov. Najbolj pomembno pa to, da uspehi naših najboljših športnikov pritegnejo veliko mladih v šport. Najmlajši se vključujejo v šport zaradi svojih idolov. Ob tem pomeni, da začnejo zdravo živeti, lahko si želijo uspeha, ampak za ta uspeh morajo veliko delati. To je tudi odgovor, zakaj je preventiva boljša kot kasnejše zdravljenje v primeru tistih otrok, ki se ne ukvarjajo s športom zaradi prevelike teže ali pa mogoče, ker se podredijo v ulici. Ja, šport je zame način življenja. Športom se redno ukvarjam in še enkrat poudarjam, brez tega bi težko zdržal vsak dan 12 ur na delovnem mestu, ki ni moje delovno mesto, ampak so moje počitnice. Z leti se ta moja oblika športnega udejstvovanja spreminja.
Včasih sem zelo rad igral nogomet, tenis, tekel, zdaj pa v bistvu tista redna hoja in to ves čas po isti progi čez Golovec. Vprašanje je samo, koliko kilometrov dnevno, ali 10 ali pa celo nekaj čez 20. V tem letu nas čaka zdaj to svetovno prvenstvo oziroma svetovni pokal v gimnastiki. Kar me pa veseli, je maraton Franja, predvsem pa tisto tekmovanje, ki je za nas najbolj pomembno. To je naš maraton, ljubljanski maraton, ki se lahko zdaj meri z vsemi svetovnimi maratoni. Kolesarske dirke, tako da Ljubljana bo letos spet bogata športnimi dogodki, računam tudi na prvenstvo v judu in mislim, da se lahko pokažemo in postavimo res kot vrh Evrope na področju samega športa. Tudi če gledate uspehe naših športnikov, ki so bili na zadnji olimpijadi, ugotavljamo, da smo med najbolj športnimi narodi glede števila medalj na število prebivalcev in to je tista svetla plat naše družbe in zato pravim, da nam morajo biti športniki za vzgled. Ob tem je pa treba še poudariti, da športnik prinese veliko večjo promocijo državi kot vsi tisti, ki delamo na političnem področju. Tako da iskrena hvala športnikom.